Danes sem se namenila nekaj več povedati o konferenci in o podnebnih spremembah, ki bo v Durbanu konec novembra in začetku decembra letošnjega leta. Evropski parlament se tako kot vsako leto skrbno pripravlja na te konference. Samo za osvežitev spomina naj povem, da je prva tovrstna konferenca potekala že davnega leta 1992 v Riju, kjer so države sklenile, da je treba na tem področju ukrepati. Nekoliko kasneje je bil podpisan Kjotski protokol v Kjotu leta 1997, kjer so se razvite države zavezale, da bodo znižale izpuste toplogrednih plinov. Ta protokol je bil podpisan za leta 2008-2012 in se bo kmalu iztekel. V tem mestnem času se je pa zgodilo to, da so znanstveniki z veliko večjo verjetnostjo napovedali, da se podnebne spremembe res dogajajo. Napovedali so z veliko večjo verjetnostjo, kakšne bodo posledice, če ne bomo ukrepali. In ravno zdaj je pripravljeno novo poročilo, mislim, da uradno še ni bilo objavljeno, nekaj se pa že dal prebrati. V tem poročilu so znanstveniki zopet svoje znanje še povečali in trdijo skoraj da 100% verjetnostjo, da dejansko vse vreme spreminja zaradi človekovih dejavnosti in da se zemeljsko ozračje segreva. Zato bi seveda pričakovali, da bomo ljudje še toliko bolj resni, zdaj, ko vemo več, da bodo države še bolj resno ukrepale. Po letu 2012, ko se Kjotski protokol izteče, se pa pravzaprav soočamo z stvarjo, ki pa je precej drugačna. V Baliju je že leta 2007 bilo dogovorjeno, da bodo države našle nek skupen dogovor, kaj po letu 2012 v 2 letih, to se pravi do leta 2009 v Kopenhavnu. Veste pa, da je bilo leto 2009 in konferenca v Kopenhavnu leto velikih pričakovanj, pa pravzaprav zelo majhnega izplena. No, precej večji izplen te konference je bil lansko leto v Cancunu, kar nepričakovano moram reči, kjer so pa države uspele podpisati nek pravno zavezujoč dogovor, kjer se prvič v dokumentih Združenih narodov pojavi meja 2 stopinj Celzija. Torej države podpisnice so se zavezale, da bodo dejansko znižale svoje izpuste toplogrednih plinov tako, da bomo zemeljskega ozračja segreli za več kot 2 stopinji Celzija. Zavezale so se tudi k temu, da bodo Združenim narodom posredovale podatke o tem, kako bodo znižale svoje izpuste, koliko do kdaj. In to so dejansko tudi storile. Mnogo jih je to storilo. Mislim, da je nekako 80% vseh svetovnih emisij je pokrito s temi zavezami. Kar pa je problem, je to, da so zaveze prenizke. Da če bi kalkulirali, če bi upoštevali vse to, kar so države poslale Združenim narodom, in to preračunali v dvig globalne temperature, bi bila ta dvig precej višji od 2 stopinj Celzija. Zato bo letos v Durbanu predvsem na dnevnem redu to, kako uresničiti zaveze, ki so bile sprejete v Cancunu. Vsi vemo, da nekega novega mednarodnega dogovora ne bomo mogli doseči, vendar pa se v vsebinskih stvareh moramo pogovarjati in pričakujem, da bi tu moral narediti korak naprej. Zdaj, kaj so te zaveze, ki so bile sprejete v Cancunu? Eno je zagotovo debata o tem, kako nameravajo države izpolniti oziroma bolj znižati emisije izpuste toplogrednih plinov, kakšna bo njihova količina in do kdaj. Potem zelo vroča tema bo zagotovo tudi to, kako izpolniti finančne obljube, ki so jih dale predvsem razvite države, država v razvoju. Tu gre za 30 milijard evrov letih 12 in 13, potem pa postopno povečevanje tega zneska, tako da bi leta 2020 dosegel 100 milijard evrov.
Pričakujemo tudi, da mora biti narejen neki napredek pri sistemu verificiranja in nadzora izpustov toplogrednih plinov. Eno izmed zelo pomembnih področij je tudi področje prenosa tehnologij, kajti gospodarstva in družbe ne bomo očistili izpustov toplogrednih plinov, če ne bomo poskrbeli tudi za nek ustrezen mehanizem prenosa tehnologij. In v Cancunu je bilo dogovorjeno, da se bo za to ustanovil nek center in pa mreža globalno po celem svetu. Tisto najbolj vroče vprašanje, ki bo odprto letos v Durbanu, pa je zagotovo Kyoto 2, se pravi nadaljevanje Kyota ali ne, ali naj Evropska unija se zaveže, da bo k nadaljevanju Kyotskega protokola po letu 2012 ali ne. Jaz moram reči, da je Evropska unija tisto področje v svetu, ki ima dobre okoljske politike, vodi na tem področju in da je v okviru teh podnebnih pogajanj pravzaprav preizkusila že kar nekaj strategij in taktik. In zagotovo smo se v Kopenhavnu naučili, da to, da enostransko sprejemamo določene zaveze in povečujemo razmik z ostalimi državami v svetu, da ni tisto, kar ravno prinese rezultat. Zagotovo pa moramo pokazati ambicioznost. Tako da je letos predlog taktika Evropske komisije, kako ravnati ta, da Evropska unija zagovarja nadaljevanje Kyotskega protokola, smo pripravljeni iti v nadaljevanje, vendar ne brezpogojno. Ne brezpogojno. Kakšni so pa pogoji, morajo biti seveda realni, kajti vemo, da so Japonska, Kanada in Rusija recimo že povedali, da v to drugo obdobje ne gredo. Zato je naše stališče tako, da bo Evropa šla v drugo obdobje, če se bodo tudi ostala gospodarstva, primerljiva gospodarstva v svetu, zavezala k podobnim ukrepom, kot jih ima Evropska unija. Torej, ne silimo, da gredo natanko po takih poti kot mi, vendar pa pričakujemo od njih zavezo, da bodo tudi oni šli po tej poti in pričakujemo tudi natančne podatke, dokdaj bodo približno sprejeli takšne obremenitve, kot jih sprejme tudi Evropska unija. Konec koncev je to pomembno tudi v smislu razumevanja trajnostnega razvoja, kajti trajnostni razvoj je iskanje ravnovesja med socialnimi, gospodarskimi in okoljskimi vidiki in posebno poglavje, ki ga tudi v Uniji Evropska komisija mora skrbno spremljati, ni kot politično telo, pa tudi je možna selitev podjetij izven Evropske unije, tako imenovano uhajanje ogljika. Se pravi, moramo paziti tudi na to področje. Zdaj, resolucija, ki jo bomo obravnavali v Evropskem parlamentu, je nekoliko bolj ambiciozna, kar je za pričakovati. Evropski parlament je bil vedno bolj ambiciozen od uradnega stališča Evropske unije, še posebej pa seveda odbor za okolje, ki je to resolucijo pripravil. Pričakujemo nekaj amandmajev naslednji teden, točno kateri bodo, še ne morem reči, vem približno, kakšno je stališče naše politične skupine, ampak tisto, kar pa iz dosedanjih izkušenj lahko rečem, pa je, da Evropski parlament bo podprl stališče, ki ga je pripravila Evropska komisija. Je situacija dejansko zelo zaskrbljujoča v Evropski uniji, kajti soočamo se z realnim problemom, z realnimi težavami, s katerimi se srečujejo ljudje. Ne ukvarjamo se z nekimi prestižnimi političnimi vprašanji, kot je bila recimo ratifikacija Lizbonske pogodbe, za katero se je gledalo, da pač politične razmere morajo dozoreti, pa jo bomo dobili. Tu zdaj se pa dejansko vprašanja, ljudje dejansko slabše živijo in v tem smislu mislim, da je situacija zdaj mnogo bolj resna. Jaz mislim, da
je seveda nek naravni proces, da prihaja do zamenjav v političnem vrhu v državah, ki imajo izredno slabe finančne in gospodarske kazalce. Tu sem jaz sama večkrat bolj zaskrbljena nad situacijo v Grčiji kot v Italiji. Se mi zdi, da Italija vendarle ima neko realno gospodarstvo, ki je večje in močnejše za sabo, kot pa recimo Grčija. Je pa res odvisno, na kak način država in potem tudi politika z oblikovanjem okvirov zna tisto realno in dejanski kapital tudi izkoristiti. Jaz upam, da se bodo razmere v Italiji na ta način obrnile, da bomo lahko v to državo imeli večje zaupanje in v tem smislu sem tudi razumela nekako razpoloženje v Evropskem parlamentu ta teden. Mislim, da zdaj ni čas, da bi govorili o tem, da se bojimo, pa da nas je strah, ampak je čas o tem, da razmišljamo, kako mora vsak v skladu s svojimi pristojnostmi ukrepati. Mi imamo na evropskem nivoju določene mehanizme, ki nas združujejo, kot je recimo evro. Mi smo imeli ustreznih zaščitnih mehanizmov v primeru krize. To moramo mi narediti na evropskem nivoju. Vsaka država članica mora pogledati, kaj so pa njene naloge. In Sloveniji se slabšajo kazalci. Jaz sem razumela te statistike in informacije, ki jih je zdaj povedala Evropska komisija v smislu, da se situacija v Sloveniji slabša. Ponekod smo pod povprečjem Evropske unije, kar prej kar nekaj časa nismo bili. Tako da mislim, da bomo morali kar resno zavihati rokave. Ampak ne samo v to smer, da bomo razlagali, kako bomo vsi nosili bremena te krize in kako bo vsak moral nekaj svojega žepa dati, ampak da bomo hkrati ne samo razmišljali, ampak uvajali tudi ukrepe za oživitev gospodarstva. To je tudi tisto, kar pravzaprav Evropa ves čas počne. Paralelno gremo v dve smeri. Ena je, kako bolje nadzirati, kako uvesti inštrumente, mehanizme, kazni, da bodo dogovori spoštovani, po drugi strani kako nekje iti v bolj restriktivne politike, paralelno pa gremo tudi v smer, kako oživiti ustvarjanje, podjetništvo, inovativnost in kako oživiti gospodarstvo. Tega v Sloveniji manjka, predvsem tega. Danes imamo srečo. Večkrat doslej odgovarjala na podobno vprašanja, da mi preveč pričakujemo v Sloveniji od evropskega prostora, da nas obravnava posebej kot državo članico in nas posebej izpostavlja. Dejala sem, da mora biti res situacija, ki je prav posebna, da je določena država izpostavljena. Ampak moram reči, da doslej Slovenija ni v tem smislu bila tako omenjena vsej okrogih, kjer se jaz vidim, ker je pa imela tudi zelo dobro izhodišče. Vemo, da po teh finančnih kazalcih nismo bili dobri, nismo bili zadolženi tako kot druge države, mislim, da smo bili po javnem dolgu celo, da smo imeli drugega ali tretjega najmanjšega v Evropski uniji. Skratka, imeli smo dobre kazalce. Zdaj, ta kriza pa nam je pokazala, da na njo ne znamo reagirati, da smo kljub temu, da smo majhni, bi človek pričakoval, da bomo okretni, da smo bili popolnoma neokretni. In ta kriza nas je pa približala k tistim državam, ki so pa alarmantne, ki se omenjajo in mislim, da prav zdaj, ta zadnja analiza je bila pri kateri se je Slovenija omenjala v bistvu v povezavi z Italijo in to se mi zdi zaskrbljujoče.